Ah! 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 Hola, danes smo pa malo drugače začeli. Okej. V glavnem, mislim, da je jasno, kaj je tema današnjega pogovora, ne? Jeza, agresija, sploh ne vem, kje začeti. Ker je toliko za povedati na to temo. V glavnem, če je koga hudo zmotilo, to moje rjovenje, ta moja jeza, ta moja agresija, če je koga hudo zmotilo to, se zavedajte, da vas je zmotilo zato, ker imate problem sami s svojo jezo. Ker imamo mi moderni, civilizirani ljudje velike probleme s potlačenimi čustvmi in bi lahko rekli, da mogoče še najbolj z jezo. Mogoče še najbolj z jezo. Jeze se vsi bojijo. Jeza in agresija. To je ena in ista stvar. Agresija je, gremo reči, neka najskrajnejša oblika jeze. Torej, ta moderni, civiliziran človek, ki je v bistvu najbolj odtujen od narave, ful smešno, ne? Moderni, civiliziran, zveni kot najbolj napreden, v bistvu je pa najmanj napreden človek. Moderni, civiliziran človek je najmanj napreden človek, torej sploh ni moderen, in to, da je civiliziran, pomeni samo, da je potlačen, da je umaknjen od dela sebe, da ne živi povezan s sabo, da ni celosten, da ni vreden, da je manj delen. Oziroma manj vreden, da je delen. In potlačena čustva so res pizdarija, ne? Potlačena čustva so pizdarija, ampak danes je tema prav specifično o jezi bomo govorili. Potlačena jeza, to je bila moja, lahko rečemo, največja rana, lahko bi rekli celo edina rana v tem življenju. Kaj sploh pomeni, da nimaš jeze? Torej, najprej, kako se je to pri meni kazalo? Saj, če ste videli že kakšen prejšnji video, lahko vidite, kako je ta zadeva izgledala, ker sem že opisoval nekaj o potlačenih čustvih, ampak na primer, to sem v prejšnjem videu razložil. Zakaj je biti mama najpomembnejša vloga na svetu, bi že tam videli. V glavnem, jaz vam polagam na dušo, da si pogledate te videe, ki jih objavljam. Prvi Resnica, drugi Harmonija, tretji video za ženske, ki bi se rade spoznale, četrti Zakaj je mama najpomembnejša vloga na svetu. To so teme, življenjske teme, življenjsko pomembne teme, o katerih nihče ne govori, oziroma zelo, zelo malo ljudi, in večinoma ljudje govorijo na pamet iz nekih prebranih knjig in sami niso nobena integriteta, sami niso noben vzor človeka.
In jaz ne pravim, da moraš biti popoln, ne. Jaz sploh ne pravim o tem. Jaz si samo želim, da bi si ljudje dovolili biti ranljivi, da bi se pokazali takšni, kakršni so. Ne, kaj sploh popolnost pomeni, pizda? Jaz zmeraj pravim, da popolnost sploh nema veze, popolnost sploh pomembna ni. Kar rabimo mi kot ljudje, je stanje opolnomočenosti, stanje odprtosti, torej stanje sposobnosti soočenja z neprijetnostjo. To rabimo. Mi ne rabimo nobene popolnosti. Mi rabimo samo kot ljudje priti do stanja, kjer ne bežimo več od neprijetnih izrazov samega sebe kot polnovrednega človeka. Samo do tega stanja moramo priti, do ničesar drugega ne rabimo priti. Popolnost, pitaj Boga, kaj to sploh pomeni, kaj ta izraz sploh pomeni. Torej, mi vse, kar rabimo, je stanje odprtosti, sprejemanja življenja, polnovrednega izraza človeka, vsakič, kadar se v naši izkušnji pojavi nekaj, kar nam je neprijetno. Torej, vsi izrazi nas, ki so nam neprijetni, moramo nehati bežati od njih in si jih dovoliti živeti. Zato, ker jih nismo mi postavili. Postavil jih je Bog oziroma življenje. Kakorkoli hočeš verjeti. Najbrž si do zdaj že opazil, oziroma opazila, ko rečem opazil, mislim človek, da to življenje ni samo neka površinska materialna slika, ne. Najbrž si opazil, da life je, torej ni samo nek materialen površinski life, ampak je za to površinsko materialno sliko delujejo neke sinhronitete, neka zrcaljenja, neka projeciranja ljudi, torej neka nevidna inteligenca je. Že samo to, da na primer taki zdaj govori, se ga ne najde nikjer v telesu, še zmeraj ne vemo, kje se taki zdaj govori nahaja. Še zmeraj ga ne najdejo znanstveniki, doktorji, noben, stroka ga ne najde. To je zato, ker smo duhovi, mi smo duh, mi smo duhovi, taki govori je duh, nevidni smo. In torej že samo to, da dojameš, da prepoznaš, da taki govori je duh, da jaz sem duh in ti si duh, da mi smo duhovi, že samo to, da dojameš, da sprejmeš, ker itak nimamo nobenega drugega dokaza, da je drugače res, to je vse, kar ostane, da ti si duh, ker mi te ne najdemo v telesu, niti v možganih. In glede na to, da si duh, potem hitro dojameš, da so tudi vsi ostali duhovi in da, če si še malo bolj pozoren v življenju, vidiš, kako v življenju doživljamo neke izkušnje, ki nas učijo. Če si dovolj zaveden, če prepoznavaš te stvari, če se zavedaš, da realnost tako deluje, da nam drugi ljudje in situacije zrcalijo naše stanje. V glavnem, življenje je mistika, življenje je uganka in mi nismo postavili pravila igre. Kot pravim, Bog je postavil pravila igre, življenje je postavilo pravila igre in mi nismo tu, da bomo odločali, kaj bo v življenju in kaj ne bo v življenju. Mi nismo bogovi, mi smo Božji otroci. Torej,
Če si pogledal prvi video, Resnica, ki je mogoče najpomembnejši video, ampak vsi so enako pomembni. Torej, če ti ne delaš lajfa, če ga Bog dela, če Bog dela lajf, oziroma če življenje samo od sebe teče, kaj lahko zares v tem življenju narediš drugega, kot sprejemaš vsak trenutek takšen, kakršen je, ker ti ne postavljaš pravil te igre, ti ne postavljaš pravil tega življenja. Torej, če mi ne postavljamo pravil tega življenja, kako smo lahko tako arogantni, tako pametni? Kaj pomeni arogantnost? Arogantnost je druga stran kovanca ignorantnosti. Torej, ignoranten je nekdo, ki ne ve. In tisti, ki ne ve, kaj naredi? Se dela, da ve. Se poglejte, kaj je cela svetovna družba. Ljudje, ki ne vejo in se delajo zaradi tega, da vejo. Ne? Dan danes je reči ne vem, izpadeš glup. Vsak mora nekaj blebetati. Vsak mora zveneti pameten, zato da dokaže svojo vrednost. Ker samo če deluješ kot nek mentalen, intelektualen, materialističen človek, si v tej družbi vreden. Če nimaš nič za povedati, je kot da si nevreden. In potem ljudje se neki silijo govoriti. Ko bi bilo 100-krat boljše, da če ne veš, si tiho. Zakaj? Zakaj je pomembno, da če ne veš, da si tiho, oziroma rečeš, da ne veš? Še vsak človek je doživel sigurno izkušnjo s človekom, da je, naprimer, se zgodilo, da bi ta nek človek mogel narediti neko delo, opraviti neko delo in ker se je delal, da ve in v resnici ni vedel, mu je bilo delo dano, torej tip se je delal, da ve, delo mu je bilo dano zaradi tega in kaj je na koncu naredil, zato ker v bistvu ni zares vedel, je zafukal, je zajebal. Je zajebal tebe in je zajebal sebe, tebe in vse vpletene. In kaj smo na koncu naredili? Še več dela, kot je bilo prvotno. Torej, človek, ki se dela, da ve, je nevaren za ta svet. Človek, ki se dela, da ve, je res nevaren za ta svet. Ker naredi še več sranja, kot ga je bilo na začetku. In to imamo v vseh strokah. Od mehanikov in strojnikov do filozofov, psihologov, terapevtov, od religioznih ljudi do duhovnih ljudi. Slepota je resna stvar. Ljudje mislijo, da so na nekem nivoju, kjer v resnici niso. Zato, ker mislijo, verjamejo, da je psihologija, torej naš mentalni, intelektualni svet, mislijo, da je avtoriteta naše izkušnje in ni. Avtoriteta naše izkušnje je naše energetsko stanje. Torej, avtoriteta naše izkušnje je energetsko stanje, koliko si odprt, koliko puščaš, oziroma koliko ne bežiš od celostnosti trenutka in koliko bežiš od te celostnosti trenutka. Torej, toliko, kolikor bežiš, toliko, kolikor te je strah in toliko, kolikor si odprt, toliko, kolikor ne bežiš, to je tvoje energetsko ravnovesje. Torej, toliko, kolikor imaš ljubezni, torej sprejemanja trenutka takšen, kakršen je, in toliko, kot imaš strahu, toliko, kot imaš bežanja, nesposobnosti soočanja s trenutkom takšen, kakršen je, ker te je strah, ali pa ker si preprosto samo nezaveden, to je tvoje energetsko stanje. In to je energetsko stanje, ki regulira pretok življenja, življenjske sile, tvojega polnovrednega izraza samega sebe, to je v bistvu stanje, ki se potem samo na mentalnem umu
zrcali. Torej v tvoji glavi na intelektualnem, racionalnem nivoju se tvoje energetsko stanje samo zrcali, ampak ker smo mi v tem svetu mentalni ljudje, ta družba je popolnoma mentalna. Samo mental obstaja in samo to funkcionira. Materialističen, mentalen to je to. Ampak te ljudje, ki mislijo, da je mentalni svet avtoriteta naše izkušnje, živijo v iluziji. Se vem, to se čuje grdo, ampak tako je. Ljudje si govorijo, da so vredni. Ljudje si govorijo, vreden sem, vredna sem. Zaslužim si, zaslužiš si. To nič ne pomeni, to so samo besede. Ti si lahko to 10 let ali pa celo življenje govoriš, nič se ne bo spremenilo, če si ti v energiji nevreden. To pomeni, da si delen. Če si ti v energiji delen, torej da nisi celosten in si s tem manj vreden, se bo to tvoje energetsko stanje odražalo na vseh področjih tvojega življenja. Torej, če ti v energiji, to pomeni, da je v tvojem energetskem polju, energetskem sistemu več strahu, ki je lahko zaveden ali nezaveden, in manj sprejemanja pestrosti, polnovrednosti izraza samega sebe v vsakem trenutku življenja, če je več strahu kot sprejemanja, si ti pač zaradi tega ne dovoliš polnovrednega izraza samega sebe. In ker si ne dovoliš polnovrednega izraza samega sebe, si ti delen, torej ti se samo delno izražaš. Ti nisi neiskren, nisi nepristen, nič nisi. Ti si pač en del človeka in tako se poznaš. Tako si funkcioniral celo življenje in ta profil tebe, kakršen si, to je prišlo iz otroštva. En del sebe se zavedaš, da glumiš in lažeš in se pretvarjaš, en del sebe pa si preprosto nezaveden. Sploh ne veš, da ti manjkajo deli tebe. Enih delov se bojiš in bežiš od njih, si jih še mogoče zaveden, ampak se jih bojiš, nisi jih se sposoben soočiti. Enih delov pa sploh ne veš, da bežiš od njih, ker je ta mehanizem represije ratal nezaveden, ker se je zgodil v našem otroštvu in je ratala neka stalnica, avtomatizem. Torej, če si ti delen v izražanju samega sebe, v sprejemanju celostnosti trenutka, da si ti torej delen, da sprejemaš samo del trenutka, samo nekatera čustva, samo nekatere izraze sebe, si ti delen in si s tem manj vreden. Ker biti vreden pomeni biti celosten, pomeni se sprejemati v celoti. Če pa se ti ne sprejemaš v celoti, si torej manj vreden, si delen. In če si manj vreden v energiji, si ti lahko celo življenje hodiš na psihologije, terapije, prebereš 10.000 knjig, ti si lahko v glavi, ti si lahko nalepiš afirmacije po celem stanovanju, hladilniku in si govoriš v ogledalu in se s frendi pogovarjaš in si govoriš, da ste vredni in da si zaslužite ne vem kaj. Če si ti v energiji delen, je to tvoje stanje in takšnega partnerja, takšno partnerico, takšno službo boš imel in vse situacije v življenju bojo odražale to tvoje energetsko stanje. Tako je. Ti lahko narediš 10.000 self-improvementov knjig, prebereš in ne vem kaj, se greš vseh trikov in ne vem kaj. Če ti v energiji ne spremenjaš stvari, če ne začneš se soočati sam s sabo tako, da nehaš bežati od distrakcij, da nehaš bežati k distrakcijam. Torej, če ti še zmeraj bežiš k distrakcijam, namesto da bi se ustavil in bil sam s sabo, preden se odpraviš k neki distrakciji, namesto da bi ti ostal s tem stanjem pred tem,
ko bežiš k neki distrakciji, da bi se s tem soočil in ostal v tej neprijetnosti, v tem strahovih, v tem sramu, v tej bolečini, v tem trpljenju. Namesto da bi to naredil, torej ljudje konstantno bežijo. In ravno to, da ostaneš s to neprijetnostjo samega sebe, ti omogoči, da sčasoma, ko to sprejemaš in se soočaš, rasteš, se jačaš, doživljaš evolucijo, ratuješ svoja opolnomočena, polnovredna verzija samega sebe, pristna, iskrena, avtentična, močna, odgovorna, odrasel človek ratuješ. Najbrž ste videli, da mi v družbi sploh nimamo odraslih ljudi, ne. Imamo samo ljudi v velikih telesih, ki imajo neka leta, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 in konec, ampak so otroci celo življenje. In v glavnem, ko ti nehaš bežati od te neprijetnosti samega sebe, bilo katerega izraza, jeze, žalosti, sebe, da izpadeš kot glup, da izpadeš kot smešen, da izpadeš kot grd, kakršnegakoli izraza sebe, česarkoli, v kar je v tebi neprijetnega, kar si ne želiš, ne upaš izraziti, ali pa si čisto nezaveden tega. Torej vse, česar si ne upaš izraziti, od tega bežiš. Od tega bežiš v distrakcije, ker bi se rad počutil bolje. In to delaš zavedno in nezavedno, na obeh nivojih. Torej rešitev za to, da ti rataš vreden, celosten človek, je, da se ustaviš, preden začneš bežati v distrakcije in ostaneš s to neprijetnostjo samega sebe. In se s tem spoznaš, jačaš in rataš končno neka avtentična, razsvetljena verzija samega sebe. In enkrat, ko si na tem nivoju, torej v energiji, vreden, celosten, to pomeni, da je večinoma tebe ljubezen, imaš samo še toliko straha, da če vidiš tigra, bežiš, ampak v vseh delih samega sebe, v izražanju samega sebe si dovoliš biti polnovreden in je to spontan zdaj izraz tebe ratov. Torej ti si lahko zdaj spontan v izražanju celega dela sebe, vseh delov sebe, tudi tistih, ki si včasih bežal in tistih, ki si včasih bil nezaveden. Torej, samo tako, da se s trpljenjem soočiš, lahko rataš celosten. In ko boš ti v energiji celosten, ker si sebi nudil brezpogojno ljubezen in potrpljenje, ker kaj ljubezen sploh je? Je potrpljenje, potrpežljivost, prostor sam sebi dal in šele, ko si pred očmi javnosti, torej, ko si ti spontano sposoben živeti celega sebe v delih, od katerih si včasih bežal, zavedno ali nezavedno, šele takrat si ti v energiji cel, to pomeni, da si vreden, in ko boš v energiji vreden, se bo to odražalo na vseh nivojih tvojega življenja. Kakšnega partnerja boš imel, kakšno curo boš imel, kakšno službo boš imel, vse, na vseh nivojih. Kaj boš delal? Delaš stvari samo za denar, ker te je strah in hočeš imeti nek status in hočeš izgledati dobro v očeh drugih ljudi, ali delaš nekaj, ker dobesedno ljubiš in delaš to samo zato, ker ljubiš to. Na vseh nivojih se bo odražalo tvoje energetsko stanje. In dokler ti energetskega stanja ne spremeniš, ti si lahko v glavi misliš, kar češ. Ti lahko prebereš 10.000 knjig, vse duhovnosti, vse religije lahko furaš. Če ti v energetskem stanju ne spreminjaš stvari, se nič ne bo spremenilo. Isti tičijo skupaj. Takšno energijo, kakršno imaš, to v življenje privlačiš. To je zakon. Konec. Torej še enkrat, upam, da je jasno.
ti si zdaj nezaveden in delen. Lahko si tudi zaveden, da si delen. To pomeni, da ne živiš celega sebe, da ne izraziš vseh čustev, da ne govoriš resnice, da nisi iskren. Ne v besedah, ne v obnašanju, niti ne v namenu. Torej, če si ti delen, če ti nisi celosten, je edina rešitev k spremembi, k trajnostni spremembi v tvojem življenju to, da nehaš bežati od neprijetnosti življenja v vsakem trenutku. Nehaš bežati, se soočiš s tem, si dovoliš občutiti in izraziti vsa stanja, ki obstajajo v tebi in jih življenje izzove iz tebe. In v tem procesu torej se soočaš s strahom soočanja neprijetnosti in kaj delaš v bistvu? Torej nehaš bežati in dovoljuješ, da življenje teče skozi tebe. Življenje teče skozi tebe in je zmeraj manj straha v tebi in zmeraj več sprejemanja v tebi. In prihajaš končno počasi s tem, da se predajaš življenju in sprejemaš celostnost samega sebe. Kaj se dogaja? Prihajaš iz disharmonije v harmonijo na energetskem nivoju. To je to. To je vse, kar rabimo. In enkrat, ko boš ti v energiji, v harmoniji, celosten, vreden, boš ti tudi tukaj v glavi celosten in vreden, ne boš si rabil prepričevati, da si. Psihologija te ne bo zanimala, filozofija te ne bo zanimala, religija te ne bo zanimala več, nič te ne bo več zanimalo. Zato, ker si ratal ljubezen. Govoril boš resnico. Tvoj namen bo zmeraj prišel iz ljubezni. Itak drugega ni. Enkrat, ko si v harmoniji, ni strahu, da bi hotel nekoga zmanipulirati ali se zlagati. Kadar si se sprejel v celoti, si ljubezen, si brezpogojna ljubezen. In to je nekaj, kar se mora v energiji spremeniti. Ne tako, ko vidiš te duhovne ljudi, ki se neki silijo in glumijo, mi smo ljubezen v resnici, ne vem kaj, to je vse mentalno, to je vse koncept. Ti moraš res v energiji spremeniti, da rataš ljubezen. Ne, da se ti samo prepričuješ, da si ljubezen, zato ker si prebral religijo, neke religije ali neke duhovne tradicije. Ali ker misliš, da bi tako moglo biti, ali pa da, to smo pa sigurno, zato ker, ne vem, se nočeš pokazati v neki pokvarjeni luči. Ti moraš ljubezen ratati, ne pa si samo misliti to. In ne rataš ljubezen tako, da se delaš, da si ljubezniv. Ljubezen rataš tako, da nehaš bežati od realnosti življenja. Zato, ker življenje si je izmislilo jezo. Življenje si je izmislilo vse te neprijetne občutke življenja, od katerih bežimo. Življenje si je izmislilo to, Bog si je to izmislil. Torej, ravno sprejemanje tega grdega dela življenja, gremo reči, ki ni grd. Grdo se izrazi, če ga ne živimo. Če ne živimo jeze, žalosti in nekih negativnih izrazov nas, če jih ne živimo in jih zavračamo, se bojo še zmeraj živeli, ampak nezavedno skozi nas. Vsaka stvar, ki jo tlačimo, se kasneje v življenju skozi nas izrazi pretirano in popačeno. Tako je. Poglejte si po svetu, poglejte sebe. V glavnem, kako se je začela moja pot glede jeze, kako je prišlo do te represije. V glavnem, jaz se sam spomnim, da ko sem bil v osnovni šoli oziroma še prej v vrtcu, se spomnim, da sem bil cel.
da sem bil cel, da sem bil en kos človeka. Sem bil sposoben izražati čisto vse. Ampak ker je v moji familiji bilo izražanje jeze ful velika rana in rak. Rak in rana je bilo to izražanje jeze, konstantno neko izvajanje kontrole, zato da bi bilo takšno stanje, kakršno je bilo tistemu, ki je pač vladal v družini, všeč. Tako da je on bil kul, da njegovi triggerji, da njegove neprijetnosti niso bile izražene. Je zaradi tega kontroliral vse skupaj, kar se je dogajalo v družini. In to je lahko zmeraj kombinacija ljudi, ne, ni nujno, da je samo en človek. To lahko delajo vsi, lahko delajo to tvoji dedki in tvoja babica, tvoja nona, nono, vsi, starši, oba dva. Lahko tudi samo eden, čisto odvisno. V glavnem, v naši familiji se je iz roda v rod prenašalo vsaj te 3 generacije, kolikor pač jih jaz poznam, torej nona, mama in potem do mene. Je bilo pač to, ne, izražati jezo je bilo prepovedano. Noben je ni maral, noben se ni bil sposoben soočiti z njo. In ravno to nas ubija nas v naši družini. Vsi so do neke mere bolani, eni manj, eni hujše. Ampak res je rak in rana to, ne. Neizražanje sebe in življenje v strahu. Je kar v kurcu. V glavnem, ko sem jaz bil otrok na neki točki, pač jaz se spomnim, da moji mami preprosto pač, ker je bila nezavedna, ker je to dobila od svoje mame, in ker njej ni bilo dovoljeno, ker je bila konstantno kontrolirana. Sem bil tudi jaz konstantno kontroliran in mi ni bilo pač dovoljeno izražanje jeze. In sem se mogel obnašati po pričakovanjih svoje mame, če ne je bila pizdarija, če ne me je skontrolirala, napizdla ali karkoli. In ker kot tipi premoremo več agresije kot ženske, je to še hujše za fanta kot za žensko. Ker tipi smo bolj neka taka, bolj razigrana, bolj podivjana bitja kot ženske. Bolj rabimo to agresijo kot ženske. In v glavnem, v meni se je zmeraj nabirala ta jeza, zato ker mi je ni bilo dovoljeno izražati in sem zmeraj mogel živeti tako, kot je zahteval lider familije. In mene je to dušilo. In v glavnem zadeva se je nabirala in pol me je še sestra dostikrat drkala v glavo. In potem je zmeraj tako počlo, jaz sem pol bruhnil ko vulkan in sem svojo sestro premlatil. In to je bila cela moja osnovna šola. Jaz in moja sestra sploh stikov nismo imeli. Smo se sovražili. In jaz njej niti ne, v bistvu ona mene. In v glavnem nič, v glavnem torej jaz sem cel cajt mogel biti pod neko kontrolo in kar se je življenje nabiralo in se je ta jeza nabirala, je potem bruhalo in takrat je bil vulkan in potem sem bil prefukan in skontroliran. V glavnem, tekom življenja mi je bilo cel cajt
sem bil kontroliran, kako moram živeti in se je zadeva nabirala in potem, ko je bruhnila jeza, ko sem popolnoma agresiven ratal, ker je zadeva bruhnila ko vulkan na neki točki, sem še potem zaradi tega bil pretepen, zato ker sem naredil pizdarijo. Ker je bilo neprijetno. Že tako je bilo neprijetno videti kogarkoli jeznega v naši familiji in je bila konstantno neka kontrola, nek pressing, pol ko si pa bruhnil, te pa še prefukal nekdo. In v glavnem, jaz nisem niti enkrat v življenju imel zdravega odnosa z jezo. Saj noben v naši familiji nima. In nekateri imajo same hude glavobole zaradi tega, na primer, kakšni so v depresiji, kakšni pa imajo avtoimunske bolezni, tako kot jaz, na primer. Jaz sem zaradi tega, jaz se prav spomnim, torej najprej kot otrok se sploh nisem zavedal teh stvari. Torej najprej se je začel razvijati mehanizem zavračanja jeze, zato ker me je bilo strah posledic, me je bilo strah, da bom prefukan. Strah me je bilo, da bom napizden. In torej sem cel cajt pač bil pod kontrolo, itak sem bil otrok, druge nisem imel in potem, ko je vse skupaj bruhnilo in sem ratal agresiven, nisem imel itak nadzora nad tem in se mi je utrgalo. In ne tako, da bi koga ubil ali kaj takega. Itak nimaš nobenega fokusa takrat, ampak pač sem se razjezil do konca. In potem še to je bilo pač kaznovano. In v glavnem, jaz sem že tako razvijal ta energetski, torej ta feeling straha, torej imel sem strah, brez da bi razmišljal o tem. Preprosto pač mene je bilo strah izražati jezo in zato na neki točki več nisem izražal. Ampak prav spomnim se, kdaj se je to zgodilo dokončno, da sem se potem tudi še v glavi odločil. Torej v vrtcu sem bil celosten, potem ko je to kondicioniranje, ta način obnašanja do mene stopil v polni tek in je začelo imeti vpliv name. Pol to že bilo, na primer, rečemo, kasneje v osnovni šoli in potem tam nekje začetek srednje šole se spomnim, torej celo življenje sem imel ta strah z jezo in nisem sploh razmišljal o tem, ampak potem se spomnim pa tam pri enih 15 ali 16 se spomnim, ko sem enkrat pretepel svojo sestro in sem bil tako, pol sem bil že malo bolj odrasel in zaveden človek in sem bil tako, fak, kakšno pizdarijo naredim s to jezo. Se mi odfuka in jo prefukam in potem ona trpi in mi je žal za to, da gledam, da pač ona prejema posledice te moje jeze. Kako destruktivna je, sem si mislil, ta jeza. In takrat sem se prav odločil, da tega dela sebe pač ne bom več izražal, da je to nekaj narobe, da je pač destruktivno in da to ni kul, da to ni prav. Sam pri sebi sem si to rekel in od takrat naprej se sprav spomnim, torej 15-16 let sem bil star. Takrat se spomnim, torej že prej v otroštvu se je tako, samo da sem se bal tega in o tem nisem razmišljal. Potem pa pri enih 15-16 sem si pa prav odločil, sem rekel, to ni v redu, jeza ni kul stvar. In jo pač nisem več izražal. In v glavnem, moram reči, da najprej sem imel par let, ne vem točno, kdaj se je začelo, ampak najprej nekaj cajta izgleda, kot da je vse kul. V bistvu jaz o tem sploh več dosti nisem pol razmišljal, ampak vem samo, da
nekako ta jeza v meni se sploh več niti pojavljala ni. Ni se niti pojavljala, ker je tako globoko bila potlačena, da se v situacijah, ko bi se mogla pojaviti, na primer, ko sem se skregal s kom ali karkoli, je prišlo do tega, da v bistvu je bil moj naravni mehanizem, da sem se preprosto začel izogibati ljudi. Da sem se začel izogibati ljudi, izogibati soočenju z ljudmi. In o tem sploh razmišljal nisem. To je ratal kot neki mehanizem obrambe, torej, če pride do soočenja, mogoče se lahko zgodi, da pride do jeze in na primer jaz z jezo se ne morem soočiti oziroma mogoče se bo zgodila pizdarija zaradi jeze in sem se pač začel izogibati ljudi in o tem sploh razmišljal nisem. To se je samo od sebe zgodilo. To je neki nezavedni mehanizem obrambe. In v glavnem, jaz sem se pol izogibal ljudi. Mislim, to ni bil edini razlog, ne. Pač realno tudi zmeraj sem si mislil, da ljudje niso glih neki baš inteligentni in zanimivi. Meni je bilo hoditi na primer na kavice in take zadeve brez veze. Se pogovarjati tam neke površinske stvari. Jaz sem bil zmeraj tak nek globok človek za intimo. In večino folka je itak površinskega. Tako da že samo zaradi tega me niso zanimali, ampak to je bila še dodatna stvar potem. In nič. In tako je bilo, tako sem živel. Torej, moja jeza je bila pol tako potlačena, da se sploh pojavljala ni več v življenju. Razen, če sem se na primer napil ali pa napušil. In potem takrat, vemo, ne, kako je, takrat pol nimaš nobenih bremz, se sprostiš in istočasno zaradi tega, če pride do triggerja, če pride do tega, da se izzovejo neka čustva, ki so bila potlačena, bruhnejo ven spet ko vulkan. In sem imel tudi tako izkušnjo, da sem bil pijan in mi je bil trigger tam en tip in pač je iz mene bruhnila jeza, jaz sem bil pijan in zadet in je iz mene bruhnila jeza in to je bila taka moč, da me niti 3 tipi niso mogli zaustaviti. Res, v agresiji, v jezi je res ogromno moči, ne. Še 3 tipi me niso mogli zaustaviti, pizda. Ampak je samo moč, ni nobenega fokusa. Torej, je destruktivna in zate in za druge. Ko se niti braniti nisem mogel, ne nič. V glavnem takrat enkrat po tem obdobju, gremo reči, to je bilo tam, gremo reči, nekje po 18., 19. letu sem, torej, takrat sem začel nekako opažati pri sebi neke fizične znake bolezni. Najprej sem opazil na nohtih neko liso pod nohtom. Ko en flek je bil pod nohtom. Mogoče bi si kdo mislil, ko neke glivice pod nohtom, ma niso bile glivice. Se je začela luskavica. Na palcu na nogi. In v glavnem, od tam naprej je pol šlo samo navzdol. Jaz nisem nikoli bil neki ful navezan na mentalni svet, nisem bil nikoli identificiran s svojim mentalnim svetom, ful z lahkoto sem ga ignoriral, ker sem bil preprosto v takšnem okolju, kjer je bila konstantno kontrola. Konstantno je bila kontrola in ni bilo cajta za imeti fokus znotraj sebe. Je mogel biti fokus zmeraj izven telesa, da se kakšna pizdarija ne zgodi in da se bom znal ubraniti. Da bom delal tako, kot se pričakuje od mene. Konstantno fokus izven mene. Tako da to stanje, ki ga guruji opisujejo, torej stanje, da si ti nek prostor, da si ti opazovalec samega sebe, biti
eno z prostorom oziroma biti eno z zavedanjem. To je bilo moje naravno stanje, ko sem bil kot otrok. Če bi vedel, da je to del kao nekih duhovnosti preteklosti, bi me imeli za razsvetljenega najbrž. Ker sem bil čisto v istem stanju, kot vsi guruji, kot vsi te Ramani, Maharši in Muji in Rupert Spira in vsi te ljudje, Eckhart Tolle in vsi te. Torej, bil sem v identifikaciji z zavestjo, z prostorom, z tistim, ki opazuje človeka v sebi. In človek v meni je bil tako kot nek v bistvu ful oddaljena gmota misli in čustev. S tistimi, katerimi nimaš problem, mislimi in čustvami, jih itak živiš, ne? S tistimi, ki pa imaš problem, s tistimi, katerih te je strah, one pa pač po defaultu ignoriraš, ampak sploh se ne zavedaš, da ignoriraš, to je pač ratal mehanizem preživetja realno, pač zavračanje samega sebe. Torej disociacija. To je disociacija, to je definicija disociacije. Torej ene dele sebe lahko živiš in izražaš, druge dele sebe pa samo opazuješ. To je disociacija. Tako se disociacija vzpostavi v človeku. V človeku se disociacija vzpostavi tako, da en del sebe najprej samo začne opazovati in če dovolj dolgo opazuješ del sebe, najprej je to zavedno opazovanje dela sebe in vzpostavljanje te razdalje med delom sebe. Na neki točki pa to rata, ko to ponavljaš dolgo časa, rata pa to nezavedno. Torej, enkrat, ko rata nezavedno, zmeri dam primer, ne, to je tako, kot ti rečem zdaj, torej, če ti rečem, ali vidiš svoj nos v svojem pogledu, šele ko sem ti omenil, da vidiš svoj nos v svojem pogledu, kamorkoli pogledaš, vidiš svoj nos, šele ko sem te opomnil, si ratov zaveden. Dokler ti nisem tega rekel, nisi opazil svojega nosu. No, to pomeni nezavedanje. Torej, ti na začetku najprej zavedno opazuješ, naprimer neka čustva, neka počutja, neke misli v sebi, najprej jih samo opazuješ in jih ne živiš več, ker imaš že strah pred tem. In ko to delaš dovolj dolgo časa, rata to avtomatski nezavedni mehanizem. In ko rata to nezavedni mehanizem, torej to še zmeri odvija vsak dan v tvojem življenju, ampak tega pač opaziš ne več. Tako kot svojega nosu, ko hodiš čez življenje, ti rata samoumevno, da vidiš samo sliko in nisi pozoren na nos. To je to. Torej cela naša preteklost, vse, česar se mi bojimo, cel preostali del nas, ki ni v življenju živeti, živi tu, ampak nezavedno. In kako nas bo drugače življenje oziroma Bog opomnilo na ta del, da to ni kul, kot s trpljenjem. Torej, trpljenje je način, ko ti življenje daje pleske, zato da bi se zavedal, kaj delaš, da v bistvu ne živiš dela sebe in zaradi tega trpiš. Mi trpljenje ne rabimo v življenju, ne? To je en mit, ki se prodaja v duhovnosti. Da ti rabiš trpljenje v življenju, zato da se neko lekcijo naučiš. Ni res, to je bedarija. Trpljenje je samo simptom, da si ti nezaveden. Če bi ti bil zaveden svojega početja in sprejel pogum in živel to zadevo, ne bi bilo nobenega trpljenja. Trpljenje je tu, ker si ti nezaveden zavračanja dela sebe. In če si nezaveden, kako te bo življenje drugače opomnilo, da je treba stopiti v harmonijo, v svojo celostnost, kot skozi trpljenje. V vojski so zmeraj govorili, če se ne boš zlepa naučil, se boš zgrda, če ne boš šlo skozi glavo, skozi lepe besede, te boš šlo pa skozi noge, ti bomo dali ruzak in boš šel na hrib, naprimer, na pohod. Če se ne moreš zlepa naučiti, se boš zgrda, trpljenje ni potrebno v življenju, zato da se učimo lekcije.
Trpljenje je samo znak, da si ti nezaveden človek. Torej, zadeva je tu, jeza je tu, rada bi se izrazila, ampak mene je strah jo izraziti, ker če jo izrazim, bom najebal. Torej, jo začneš tlačiti, jo začneš ne izražati, začenjaš s tem procesom neizražanja jeze, naprimer, ali kateregakoli dela sebe. Jaz zdaj govorim mojo štorijo, mogoče je tvoja žalost, ali pa to, da izpadeš smešen, da te je strah, da bi tako izpadel, da izpadeš glup mogoče, karkoli. Da izpadeš grd, mogoče. In rabiš non-stop zaradi tega, ne vem, fitness ali kaj tajega. V glavnem, torej, če ti najprej zavedno zavračaš jezo in če bi ti se naučil zlepa in rekel, ma ne, jaz moram to živeti, jaz bom živel to jezo. Če bi ti bil tako, ne bi bilo nobenega trpljenja v življenju, ti bi rad to celostno lekcijo bi se naučil na lep način. Torej, ko se začne vzpostavljati represija samega sebe, če bi ti prepoznal, če bi ti vedel, da se to ne sme delati, ne da se ne sme, če pogledaš, da s tem, ko boš zavračal sebe, se boš dal v stanje življenja, ki je iluzorno, je iluzija, ker ti misliš, da lahko zadevo pozabiš, ampak v bistvu jo ne moreš, ti ne moreš pozabiti zadeve. Tu bo, živela bo skozi tebe nezavedno in to boš šele kasneje spoznal skozi trpljenje. Torej, če bi ti vedel, da boš s tem vzpostavil iluzorno stanje iluzije, ki ga boš šele kasneje prepoznal, ko boš prišel ven iz iluzije. Če bi ti to vedel prej in bi bil, jaz tega nočem, bom sprejel pogum in se bom soočil s tem delom mene, ki ga mi je družba predstavila kot slabega oziroma groznega oziroma bo pizdarija zaradi njega. Če bi ti vedel te stvari, da ti nisi Bog, da življenje določa, kaj bo ta trenutek in če ima ta trenutek tu za biti jeza, imaš, da živiš jezo. Imaš, da živiš samega sebe. Ti nisi Bog, ti nisi življenje. Ti si tukaj en pinko palinko, ki živi življenje. Ti nisi Bog, ti si Božji otrok. Torej ti imaš, da živiš življenje takšno, kakršno se izrazi skozi tebe vsak trenutek. In če boš zavračal ta en del tebe, nek del sebe, bom povedal naprej, kaj se zgodi, ampak v glavnem, če bi ti vedel, če bi ti poznal resnico, da je v bistvu karkoli stran od tega, da sprejemaš celostnost življenja, svoj polnovredni spekter pestrosti izražanja samega sebe, če biš ti zavrnil karkoli na temu, v bistvu se dajaš samega sebe v stanje iluzije, ker ti ne moreš zadeve pozabiti, odmisliti ali se odločiti, da tu ne bo, ker nisi Bog, ampak zadeva bo ratala nezavedna in se bo nezavedno izražala in živela konstantno vsak dan skozi tebe. In če bi to vedel v glavnem, bi ti bil tako, ne, jaz vem, da se bo to zgodilo, torej jaz hočem to jezo, in jo bom živel. In boš živel kakršenkoli del sebe, ga greš živeti. In ti si se zdaj na lep način, na zaveden način, na prijeten, miren način naučil lekcijo in zadeva je rešena. Ampak kaj mi naredimo? Torej mi prvo kot prvo ne poznamo resnice. Nam resnica ni predstavljena, ni spodbujena v družbi. Torej naši starši so nezavedni, družba je nezavedna, ima mehanizem represije in naši starši in družba ima mehanizem represije in so nezavedni. In to je edini način, ki ga poznaš, torej oni to delajo in potem tudi ti to delaš. Tako se vsi obnašajo. Vsi so nezavedni in vsi imajo vzpostavljen mehanizem represije samega sebe.
In če se tako vsi obnašajo in to vsi delajo, je to nekaj, kar tudi ti začneš delati, to je nekaj normalnega. Torej, poleg tega, ker so oni taki, moraš tudi ti zaradi njih ratati tak, da preživiš. Torej, prvo kot prvo, vsi so takšni, ti ratuješ takšni, kakršni so oni in istočasno moraš preživeti, zato ker če boš takšen, kakršen si ti, boš nafukal. Torej, moraš ratati takšni, kot so oni, zaradi preživetja. In kaj narediš? Torej, jaz tega dela sem si rekel pri 16, že prej me je bilo strah jeze, ampak bolj pri 15, 16 sem bil tako, okej, jaz jeze ne izražam več, konec. In sem mislil, jaz sem takrat mislil dobesedno, da to lahko pozabim, da lahko to zbrišem. Da kao pač jaz ne bom več jeze živel in na neki točki je bilo tako potlačeno, da je sploh čutil več nisem v sebi, sploh se ni izražala v situacijah. Istočasno se je vzpostavil ta mehanizem izogibanja situacijam v življenju, zato da ne bi prišlo do tega najbrž, da bi bil prisiljen se soočiti z jezo. In v glavnem torej, kakršnokoli vzpostavljanje stika z življenjem in z neko riskiranjem, da bi se jeza zgodila, sem se izogibal. In sem mislil, da pač jaz lahko jezo pozabim in konec. Ja, tako kot lahko ignoriraš misli, tako kot lahko ignoriraš misli in sem mislil, da lahko tudi čustva ignoriram in da ne bo nič narobe s tem. In v glavnem, jaz sem tako živel in tam pri 18, 19, 20 v glavnem, kot pravim, jaz sem zaradi tega, zdaj ne vem točno zaradi vsega česa, ampak en razlog je ta, da moje otroštvo je bilo ful kontrolirano otroštvo in zaradi tega sem konstantno imel fokus izven svojega telesa. Torej, konstantno sem bil v disociaciji od svojega notranjega sveta. Jaz sem bil konstantno, dobesedno sem delal to, kar so delali guruji cel cajt. Identifikacija s prostorom, disidentifikacija s človekom v sebi. Jaz sem to delal celo otroštvo. Po standardih gurujev sem jaz bil razsvetljen otrok, ampak v resnici guruji so disociativni ljudje. Vsa duhovnost, ta zen, non-duality, Eckhart Tolle, Rupert Spira-Mudge, vsi te guruji, ki jih mi poznamo, ta Ramana Maharshi, vsi te guruji, vsa svetovna duhovnost preteklosti, ki je nastala do dan danes, ki se prodaja danes v družbi, tudi ta Sadguru in čisto vsi guruji, zen, ta Vedanta, non-duality, vse, kar obstaja v duhovnosti na tem svetu, ni nič drugega kot disociacija. Jaz sem to stanje enosti s prostorom živel celo življenje. Jaz sem celo življenje bil identificiran s prostorom, z zavedanjem, z opazovalcem in sploh vedel nisem, da se temu reče, da je to kao duhovnost. Jaz sem bil kot otrok, torej po teh standardih sem bil razsvetljen, ampak to ni razsvetljenje. In to se naučiš šele zgrda v življenju, ko fašeš bolezen. Zato cel cajt govorim, da so te duhovnosti in to so bedarije. Ne obstajajo duhovnosti. Te tradicije duhovne, zen in vse te non-duality in vse te zadeve, to je vse izmišljena bedarija. Če vprašaš mene, so to neke demonske entitete, posilile ljudi s temi zadevami in vzpostavile neko tradicijo. To je vse disociacija. Te guruji niso polnomočeni ljudje, a ne vidite, da so šibki ljudje. To so disociativni ljudje, ki zavračajo konstantno človeka v sebi. Ti nisi Bog, ti nisi življenje, ti si tukaj en pinko palinko, ki ima ta trenutek in v tem trenutku je vse, kar je in to je to, ti si prišel sem biti človek, ti si duh, ki je prišel po človeško izkušnjo. Zakaj bi se delal, da si prostor in tle zavračal človeka? Če si prišel po človeško izkušnjo, tu si na planetu si. Če si tu na planetu, si prišel, da boš človek, da boš živel to, kar živi človek. Nisi prišel sem, da boš lotus položaju in da se boš identificiral z zavedanjem. To je distrakcija.
meditacija in vse te duhovnosti, vse te pizdarije, vse te dihalne vaje, vse stvari, ki te dajo v stanje miru, jih prvo delaš zaradi tega, ker bežiš od neprijetnosti. Identificiranje s prostorom in take pizdarije. To so vse distrakcije stran od problemov. Torej, jaz imam problem, ampak ta trenutek nočem problema, hočem mir. To je neka iluzija kontrole. Hočeš imeti kontrolo v življenju. Si ustvarjaš distrakcije. Ampak, ker se ji reče duhovnost, misliš, da si ful neki razvit. To je disociacija. Mislim, kako ne vidite, da stari ljudje niso vedeli pol kurca nič. To, kar se govori v družbi, da so stari ljudje, da so stare civilizacije vedle, to je največji nateg ever. Stari ljudje niso vedeli pol kurca. Le pomisli malo, kako je bilo včasih, no. Včasih je bilo tako, da je bila, ne vem, je bila ena skupnost, velika kot eno mesto danes, ko je ena Ljubljana, je bila ena skupnost in v tej skupnosti so bili trije, ki so bili školovani ljudi in 3 knjige so bile v celi skupnosti pizda. Če so bile samo 3 knjige v skupnosti in 3, ki so bili pametni, veš, da so vsi ostali šli ko ovce na to, saj drugega niso imeli, saj druge opcije niso imeli, saj nikjer druge niso mogli preveriti stvari. So živeli vsi isto mentaliteto in če je uni bil fuknjen in uni bil fuknjen, saj uni ljudje drugi niso imeli drugega kot biti fuknjeni. Takšna kot je družba, takšna rataš sam. Včasih je bilo 100-krat lažje živeti v iluziji, v laži. V decepciji. Deception. Je bilo 100-krat lažje včasih živeti v tem, prijeti v to stanje. Ker itak nisi nikjer mogel preveriti ničesar. Nismo bili niti toliko razviti in nobene tehnologije ni bilo, nič, nobenega zapisovanja informacij ni bilo. Izolirani so bili od drugega dela sveta, na primer. Včasih je bilo vzpostaviti neke tradicije ful lažje kot danes. Valjda, da so se vzpostavili neke par tisočletne tradicije, pa bili so na kupu ljudje, ki so bili izpostavljeni mogoče eni informaciji in ta en človek, ki jo je živel, je rekel, da to je glavna stvar, da to je zakon in vsi ostali so temu sledili. Ustvariti tradicije včasih je bil pičkin dim. Te tradicije so vse nateg. Duhovnost ne obstaja. Ne obstajajo duhovne prakse. Kaj to je bedarija? Kakšen kundalini activation process? Neke bedarije, pizdarije. Kakšne psihologije? Kakšne terapije? To so vse bedarije. Ti si duh, ki je prišel po človeško izkušnjo. Ti imaš samo, da živiš. Ti imaš, da živiš cel spektr sebe in se ne bojiš sebe, se ne bojiš življenja. Ti si prišel biti človek, prišel si proslaviti vse, kar dela človeka. Ti si duh, ki je prišel proslavljati biti človek. Torej vse, kar dela človek, torej najbolj razvit na tem planetu je tisti, ki je najbolj človek. Ne pa tisti, ki se gre neko odsotnost in prepoznavanje, da si zavest in neke bedarije in neke identifikacije in ne vem kaj. Najbolj duhovno si razvit na tem planetu, če si najbolj polnovreden človek. In polnovreden človek rataš samo, če si se soočil z vsemi neprijetnimi deli sebe. Torej, da si prišel v stanje, kjer si konstantno odprt in življenje teče konstantno brez, da imaš upor nad tem. To je najvišje stanje, ki obstaja, drugega stanja ni, vse ostalo so bedarije. Nobenih tradicij ni, nobene duhovnosti ni. Vse, kar poznamo, so samo distrakcije. Ampak ljudje so nezavedni, niso baš inteligentni, ne razmišljajo svojo glavo, ker so bili
sami tudi vodeni, sami ste bili vodeni, tako kot jaz, vsi smo bili vodeni kot ovce. In potem ko papige na pamet prodajamo nekaj, kar si je nekdo drug zmislil. Tako se ustvarijo tradicije, da ne razmišljaš svojo glavo, da razmišljaš kot papiga, sam ponavljaš. Tako se tradicije ustvarijo in včasih je bil to pičkin dim. Ljudje so samo kot papiga ponavljali, itak niso bili tako razviti, kot smo mi danes šanso. In preveriti informacije in vse živo. In testirati stvari in dokazovanja in ne vem kaj. Včasih tega ni bilo. Včasih je šlo vse kot telefonček tako in se ustvarila tradicija, iz pičke se je naredila tradicija. Če bi stari ljudje res vedeli, potem bi mi mogli zdaj biti opolnomočena družba, mi smo pa v kaosu. Niso vedeli. Stari ljudje niso vedeli. V glavnem, meni se je pač tam pri 20-ih, potem jaz sem živel kot guru, sploh nisem vedel, popolnoma identificiran s prostorom, zaradi kontroliranega okolja, pa mislim tudi, da delno zaradi tega, ker sem že po defaultu bil razvit in ful zaveden otrok. Jaz mislim, da sem že iz samega štarta prišel zelo razvit na ta planet in potem še takšno okolje, neke konstantne kontrole in identificiranja s prostorom izven sebe in zavračanje človeka v sebi, misli in čustev. Kaj je to drugega kot duhovnost, ki jo prodaja cel ta svet? Torej, jaz sem že kot otrok živel v tem stanju. Ampak to stanje je lažno, to stanje ne obstaja, to je iluzorno stanje, to je stanje iluzije. Ti si prišel biti človek, ti si prišel biti polnovreden človek, ki prdne, ki rigne, ki se jezi, joče in se ljubi. In se stepe, če je treba. To je duhovnost. Bodi človek. Zanimivo. In še najbolj zanimivo je, da vsi te guruji, ki so živeli tako, kot sem jaz živel celo življenje, torej v disociaciji od človeka v sebi, ampak oni temu rečejo identifikacija z zavedanjem. Ker če rečeš identifikacija z prostorom, z zavedanjem, z opazovalcem, se sliši ful bolj duhovno, ampak to je istočasno disidentifikacija od človeka v sebi, ki je tu na tem planetu. Izkušnja, po katero si prišel, a ni to fuknjeno? Torej, če poveš, če opišeš realno stanje, ok, identifikacija z zavedanjem, se čuje ful dobro, ampak to istočasno pomeni disidentifikacija od človeka v sebi. Pač, če rečeš disidentifikacija človeka v sebi, to se čuje fuknjeno, to je disociacija. Te guruji, na primer, če bi bili če bi prišli v stik s kakšnimi psihologi ali kakšnimi takšnimi ljudmi, bi jih najbrž zaprli v ustanovo, pizdarija. To so ljudje v disociaciji. Vsi te Indijci. To je disociacija, hardstyle. In vsi te, Muji, Rupert Spira, Eckhart Tolle, povej, kakšen je Eckhart Tolle, kaj kdo hoče biti kot Eckhart Tolle, kaj me hecate, kaj človek v disociaciji, šibek človek v disociaciji. Ki sploh človek ni, sploh ne živi polnovrednega spektra, ko ena megla je. Kdo hoče biti tak, ne me jebat. Mislim, valjda ti je vzornik v življenju nekdo, ki nekaj, kar si želiš biti. Torej, kaj si želiš biti kot Eckhart Tolle, kaj si želiš biti kot te guruji, ki so v disociaciji, kaj me hecaš. Ti si človek, mono, kaj ti je? To je vse laž, to so vse laži, to je vse disociacija. Ti povem jaz, ker sem tako živel celo življenje, jaz sem živel celo življenje kot guru. Če bi komu,
kot otrok jaz opisoval svoje stanje, bi mi rekli, da sem guru. 1000%. Jaz sem živel v disociaciji cel life. Zavračal svoje misli, zavračal svoja čustva. V glavnem, kaj sem hotel še povedati, da vsi te guruji imajo avtoimunske bolezni. Ramana Maharshi, to je en guru, po katerem so napisane knjige in on je nekako baza te duhovnosti in po njem so nastali vsi te duhovni ljudje, ki jih mi danes poznamo, vsi te guruji. In človek je živel v plenicah, komaj je hodil s palco, pa sploh star ni bil in umrl je za rakom. Ma kdo si želi biti tak? Duhovnost more biti odraz življenja. Kaj ti pomaga duhovnost, če ti ne prinese življenja? Kakšna je to duhovnost? Kaj ti pomaga duhovnost, če ti jemlje življenje? Kakšna je to duhovnost, pizda? Duhovnost ti more dati življenje. Biti duhoven pomeni biti razvit. Biti duhoven je nekdo, ki stremi k evoluciji. Evolucija pomeni imeti zmeraj več energije za življenje, ne pa manj. Biti boljši, biti močnejši, hitrejši, lepši. To pomeni evolucija, pizda. Oni pa zgubljajo življenjsko energijo. Ramana Maharshi je umrl za rakom. Sami naredite raziskavo. Ramana Maharshi je umrl za rakom. Poglejte si Mudžija, kakšen je. Ko je ena debela teta je. In sam pravi, da je na meji diabetesa in da ima nek nor holesterol in ne vem kaj. Kaj to bojo naši vzorniki, kaj me hecate? Ljudje, upam, da boste čim prej, tako kot sem jaz, da boste čim prej dojeli, da nam svet prodaja laži in disociacijo. Mi rabimo holistično duhovnost, zato da se prepoznamo kot eno, zato da lahko končno spremenimo ta sistem. In holistična duhovnost je realnost. To pomeni, nehaj bežati od neprijetnosti, nehaj bežati k distrakcijam zaradi neprijetnosti samega sebe. In se bo vse rešilo, ker se boš soočil z neprijetnostjo, jo boš živel, jo ne boš samo opazoval in ustvarjal disociacijo, ker opazovanje dela sebe in neizražanje tega je disociacija. To je ravno to, o čemer duhovnost govori, ta zjebana duhovnost. To je disociacija. To sem jaz delal cel life. Tako se vzpostavi disociacija, da ti najprej zavedno ne živiš nečesa, samo opazuješ in na neki točki, ko to ponavljaš dolgo časa, rata nezavedno. Torej, to rata pač nezavedni mehanizem. Torej, ti nezavedno zadevo samo opazuješ, ampak nezavedno. Torej, je ne živiš. Ampak, ker ti nisi Bog, ona živi skozi tebe. Na papačen način. In boš zaradi tega trpel, dokler se ne boš zbudil in opazil, da v bistvu tega ne moreš zavračati in da moraš začeti živeti, ker ti nisi Bog, ti nisi življenje, ti si pinko palinko, ti si en pantalon, ki ima samo za živeti in nič drugega. V glavnem, torej jaz sem pač pri 20-ih začel opažati, da se mi je telo začelo, torej celo avtoimunsko stanje se mi je začelo pojavljati. Avtoimunsko stanje, torej luskavica, črevesje, ulcerozni kolitis mi je začelo razpadati, kakanje je bilo grozno, boleče. Jaz lahko res rečem, uniki človek, ki ima ulcerozni kolitis, točno ve, kakšna bolečina je to in lahko rečem z 100%, da vem, kako je, če si posiljen urit. Torej, če oni ljudje, ki so bili v zaporu in so bili posiljeni urit od drugih tipov, jaz točno vem, kakšen feeling je. Ne zato, ker bi bil posiljen, ampak je takšna bolečina, kot pri nekem posilstvu. In tako eni živijo celo življenje, jaz tako živim že 15 let. To je res pizdarija. V glavnem, psoriaza se je začela, istočasno tudi ulcerozni kolitis, to črevesje, danka, razpadajoča. In bolj kasneje še artritis, bolečine v sklepih.
Torej dobesedno avtoimunska zadeva sama od sebe je nastala in telo si začelo sesedati. Kar je na 3 različnih področjih, doktorji temu rečejo 3 avtoimunske bolezni, bedarija, realno to je ena bolezen, to je pač zavračanje samega sebe, zavračanje življenjske sile, torej neživljenje samega sebe kot polnovrednega človeka in zaradi tega trpljenje kot opomnik, kot opozorilo, da bi se prebudil iz svoje nezavednosti. Kako se boš drugače prebudil iz nezavednosti? Torej, če se nočeš zlepa naučiti, kako se boš naučil potem, ko zadeve več ne vidiš? Kako se lahko naučiš drugače, kot da te nekdo spleska? To je realno ljubezen od življenja, to je ljubezen od Boga, da ti ustvari trpljenje, zato da spet rataš celosten, da spet rataš eno z življenjem. Torej, življenje si konstantno želi, da ga živiš. Bog si konstantno želi, da živiš življenje. In če tega ne boš delal zavedno, torej se zlepa naučil, se boš nezavedno preko trpljenja, torej na vsak način te življenje ljubi, te Bog ljubi. Torej, Bog s tem, ko ti daje avtoimunsko bolezen, s tem, ko ti da raka, te ljubi, ker ti si nezaveden in on te želi spleskati skozi trpljenje, opomniti, halo človek, začni živeti cel spekter sebe, jaz sem te naredil celostnega, živi celostno življenje. In potem, ko začneš živeti celostno življenje, kaj se začne dogajati? Avtoimunska bolezen začne izginjati. Začne pojenjati in pri nekaterih ljudeh, ki so šli do konca, ki so se sprejeli v celoti, temu se reče razsvetljeni, izgine do konca, zato ker človek pride v harmonijo. Vse bolezni, fizične bolezni in psihične bolezni so itak samo pokazatelj, simptomi disharmonije. In iz disharmonije, iz delnosti, iz manjvrednosti se pride v harmonijo, v vrednost, v polnost, polnovrednost človeka, torej iz disociacije v sprejemanje in življenje človeka v sebi se pride samo skozi resnico. In resnica je realno stanje. To pomeni, nehaj bežati od trpljenja v življenju. Sooči se z vsem trpljenjem, ki ga imaš v življenju in živi ga. Izražaj ga. Izražaj jezo. Izražaj žalost. Izražaj vso bolečino in vse trpljenje, ki ti pridejo v tvoje življenje. Izražaj sram. Čuti sram, čuti vse, kar imaš ti za delati v življenju, imaš za sprejeti celostnost trenutka. Vse misli, govoriti resnico, biti direkten, izražati vsa čustva, cel spekter čustev, se pokazati in izraziti kakorkoli življenje ta trenutek teče skozi tebe. To je vse, kar imaš, to je edino stanje realnosti, to je resnica in to ti prinese harmonijo. Očiščenje na vseh nivojih. Razreševanje vseh problemov. Jaz nisem na koncu, ker imam še zmeraj te 3 avtoimunske bolezni, ampak sem v nekem predstanju, pred koncem, kjer doživljam to očiščenje skozi teste, ki mi jih življenje kaže. Torej, na primer, greš med ljudmi, živiš življenje in karkoli se v tebi ima za izraziti, izraziš. In to je to. In nimaš nobenega upora pred katerimkoli delom izražanja samega sebe. Torej, nimaš nobenega upora, nobenega strahu, nobenega zadrževanja, kakršenkoli strah pride, se s tem soočiš, živiš to in v tem, da živiš celega sebe pred očmi drugih ljudi, te življenje čisti. To je to. Življenje te čisti in avtoimunske stvari in psihična stanja začnejo pojenjati. In jaz sem prišel ravno na YouTube zaradi tega, da bi bil viden v polnem spektru sebe. Pred očmi drugih ljudi, ker to je zame očiščenje. Ne bežim več od neprijetnosti. Zato sem tu.
To je to. Nismo še na koncu, zato sem prišel na internet. Ta konec vem, da bo prišel. Zato, ker se je že začel. Zdaj sem na začetku konca. In komaj čakam, da vidim, ko se bo zadeva odvila. Drugega itak ni, ker vse ostalo sem probal. Tako da istočasno bom dokaz tega, kar govorim, in najbrž boste šele takrat začeli poslušati, kaj govorim, do takrat si mislite, ta človek lahko nabija. In vse je kul. Itak ne morem pričakovati, da mi boste verjeli. To boste mogli itak živeti. Marsikdo mi niti takrat ne bo verjel, ko bojo videli fizične rezultate. Tako da se vidimo.